Ko smo Oplovo moko imeli prvič na testu, sem jo primerjal z fino, dobro belo kavo. Vse veste, moka je pač kava. No in tale kava je še vedno zelo fina, samo z več pene, ker je na plin. Pri Oplu pridno štancajo avtomobile s serijskim pogonom na LPG, utekočinjen naftni plin, in težko ga ne priporočamo. Tudi moka stane 1100 evrov več od navadne bencinsko gnane, kar pomeni, da se vam investicija hitro povrne. Za 100 km boste po trenutni ceni, ki je 70 centov na liter plina, odšteli slabih 7,5 evrov. Če se boste vozili samo na LPG, bo moka pila vsaj 10 litrov, kar je sicer zelo veliko, ampak se še vedno splača, če ne marate dizlov. No, tamle spredaj je 1,4 litrski turbobencinski 4-valjnik Ecotec, ki pa ne bo izbirčen pri gorivu, saj razlike v zmogljivostih motorja pri benzinu oziroma plinu sploh ne boste opazili. 140 konjičev pa se mi zdi, da se je kar skril nekom, ampak gre. V zavojih je glede na kvazi terensko zasnovo res prepričljiva, čeprav je precej trda. Že prejšnjič sem tarnal nad udobjem in to se do zdaj še ni popravilo. Vse se niti ne more, ker je zasnova avta pač takšna. Kratka medosna razdalja in ogromna kolesa pač pomenijo, da boste čutili vse luknje na cesti. No in tudi preglednost v kabini je bila konkretno žrtvovana na račun lepše oblike. Takšna moka z opremo Kozmo, torej ni da ni, vas bo olajšala za 25.790 evrov. Bencinska brez LPG-ja pa stane 24.690. Če že, si jo obvezno omislite v takšni barvi. Samo pogledajte, kako je odštekana.